Kje vse na telesu se lahko prepirsamo? Takole, vse, kar ste videli, je že bilo narejeno. Novih piercingov ni, mogoče bojo s tehnologijo, ampak ušesa se lahko piercajo, obrvi, koren nosu in celoten nos, ne tako po celi dolžini nosnic, kot sam pretin, septum, usnice, oralni piercingi, jezik in potem pač od vratu navzdol pridejo kakšne prsne bradavice, popek in genitalni piercingi. Kar dosti mest, ne? A jih je lahko preveč? V enemu terminu prebadanja ali na splošno? Ne vem točno, to je vprašanje z Instagrama, ampak mislim, da je na splošno rečeno. Ok, preveč piercingov, težko. To se samo tukaj pogovarjamo o estetiki in osebnem okusu. Ne? Pač marsikomu bi moj obraz bil preveč, meni je premalo zaenkrat. Če se gre za vprašanje, koliko lahko v enemu terminu piercingov naredim, naše telo je sposobno celiti do 4 piercinge naenkrat pod pogojem, da smo popolnoma zdravi, ne celimo nekih tetovaž ali pa drugih piercingov, hkrati nismo v neki grozni, stresni situaciji, ki nam jemlje veliko od imunskega sistema. A kaj boli in kje najbolj boli? Piercingi bolijo veliko manj, kot si ljudje predstavljajo. Hujše se udari z nožnimi prsti ob pohištvu. Več ali manj enako bolijo. Ni nekih takih, ki so ekstremno boleči, pa kričiš, pa ne vem, kaj se dogaja. Jaz bom rekla, da je prej odvisno od skill levela piercerja, koliko hitro bo konc, ne toliko od postavitve. Zdaj, koža je naš največji organ in verjetno ni ravno pametno, da se gremo pustiti prebadati čisto vsakemu. Ko sprašujete piercerje, naj vas impresionirajo s svojim znanjem. Naj ne bo, ok, super, vse bo super. Na čisto vsako vaše vprašanje ta oseba mora imeti odgovor. Kaj več mi bo nekdo rekel, da me bo prepirsal s pištolco, zaradi tega, ker manj ljudi in je hitreje? V tem primeru priporočam reakcijo hvala lepa, nasvidenje, se obrneš pa greš. Ne? In je protizakonito za vse piercinge, vsa tkiva, razen nažalost ušesnih mečic. Še en globok vdih in izdihneš. Bravo, in sva. Pa si živa? Ja, a se nam lahko luknje nazaj zarastejo? Ne. Žal, enkrat, ko je piercing popolnoma poceljen, to pomeni, da je telo ustvarilo tubico brazgotine notri, ki drži nakit, in brazgotine niso živo tkivo in se ne morejo zaceliti nazaj, lahko se samo stisnejo nazaj. In to je vse, kar se lahko zgodi. Ne? Jaz sem zdaj še malo pod adrenalinom, zaradi tega, ker imam nov pierc. Čez 8 tednov imam še pregled, zaradi tega, da vidimo, če se vse v redu celi. To so ene take nujne stvari, ki jih morate tudi vi upoštevati, če se odločite za tetoviranje ali piercanje. Na YouTubeu pa nam napišite, kaj vi menite o okraševanju telesa. Komentarje.